9. junija 1816 je časopis Observer objavil zelo zanimiv osmrtnico o ženski z imenom Jane Lucen. V članku so pojasnili, da je umrla v svoji hiši v Londonu 2 tedna prej, 28. maja, v častitljivi starosti 116 let. Očitno je preživela tako dolgo zaradi nekaterih nenavadnih navad. Kakšne so bile te navade in ali je bila res tako stara? Pridružite se mi, ko bomo raziskovali njeno nenavadno življenjsko zgodbo. Jane Lucen, znana kot Jane Lucen, naj bi se rodila leta 1700 na Essex Street v Londonu. Čeprav njenega rojstnega lista nikoli niso našli, da bi to potrdili. To lahko takoj vzbudi dvome glede njenega rojstva, vendar je treba omeniti, da se je ohranilo le malo krstnih zapisov iz zgodnjih 1700 let. Rekli so, da se je rodila v spoštovani družini, zato so bili njeni starši verjetno pripadniki svobodnih poklicev ali trgovci. Čeprav o zgodnem življenju Jane ni prav nič znanega, lahko domnevamo, da je imela tipično vzgojo za nekoga iz njenega družbenega sloja. Verjetno je odraščala v veliki hiši s služabniki in živela razmeroma udobno življenje. Izobrazba Jane bi bila osredotočena na gospodinjske veščine, kot so šivanje, kuhanje in vodenje gospodinjstva, pa tudi na verski pouk. Prav tako bi se morala naučiti plesati, igrati na glasbila in slikati. Ko je Jane dosegla primerno starost za poroko, so pričakovali, da se bo dobro poročila in zdi se, da je to uspelo. Zdi se, da se je Jane Lucen, njeno dekliško ime, leta 1726 v Londonu poročila z nekim gospodom Lucenom, londonskim trgovcem. Kasneje sta imela skupaj hčerko, nato pa je gospod Lucen prezgodaj umrl in pustil ženo, da jo vzgaja sama. Tako se zdi, da ta poročni zapis jasno kaže, da se je rodila zelo zgodaj v 18. stoletju. O življenju Lucenove v letih neposredno po moževi smrti ni veliko znanega. Kot premožna vdova naj bi imela veliko snubcev, vendar se ni nikoli ponovno poročila. Prav tako ne vemo, na kakšen način je vzgajala svojo hčer, vendar je bilo to verjetno podobno njeni lastni vzgoji, ki jo je v veliki meri določala njena prihodna vloga žene in matere. Sčasoma se je njena hči poročila in odselila. Nato pa je Jane od 80. let 18. stoletja naprej postajala vse bolj ekscentrična osebnost. Lucen pa je bila vse bolj znana zaradi svoje starosti. Po celotnem Londonu in nato Angliji so jo slavili zaradi njene dolgoživosti in ljudje so postali zelo zainteresirani za njen življenjski slog. Vendar, kot boste videli, je bil ta zelo drugačen od tistega, kar bi si kdo predstavljal. Lucen je bil znan kot nenavadna oseba v svoji starosti, nato pa tudi v svoji zelo visoki starosti. Prvič, bila je zadržana oseba, ki skoraj nikoli ni zapustila svoje hiše in je le redko dovolila komurkoli, da jo obišče v njenem domu. To bi nakazovalo, da je preživela več desetletij z malo stika s preostalim svetom. Bile so nekatere izjeme, na primer imela je staro služkinjo, ki jo je obiskovala in opravljala gospodinjska opravila med poznimi 1780 in letom 1806. Vendar je tudi ta služkinja sčasoma umrla in Lucen je za kratek čas najela druge, da bi zapolnile to vlogo, vendar ji nobena ni bila všeč. Razen dveh starih malih psov in mačke je bila njena edina družba starejši moški, ki je vzdrževal več posesti na tem območju. Sprva je Lucen pomagal pri različnih opravkih, a ker se je izkazal za zelo koristnega, ga je sčasoma vzela k sebi domov, kjer je služil kot njen oskrbnik, butler, kuhar in gospodinjec. Žal se zdi, da do tega trenutka ni imela stikov s svojo družino, saj so njeni najbližji sorodniki umrli že dolgo prej. Lucenina hiša je bila opisana kot večja stavba, ki je bila nekoč lepo in elegantno opremljen londonski dom, a je skozi desetletja neizogibno propadala. Ekscentrična Lady Lucen je vztrajala, da so bile postelje v rezervnih sobah vedno sveže postlane, čeprav v njih že leta ni nihče spal. To je bilo v nasprotju z njenim gospodinjstvom. Drugje je Lady Lucen zavračala čiščenje oken, saj se je bala, da bi se lahko razbila in spustila mikrobe noter. In ko so leta minevala, so jih začela prekrivati umazanija in prah, kar je preprečevalo vstop naravne svetlobe v hišo. Poleg njenih umazanih oken in propadajoče notranjosti, vemo, da je Lady Lucen uživala v urejanju svojega vrta, sosedje pa so se spominjali, kako je v poletnih mesecih pogosto tam sedela in ure dolgo brala. Občasno je obiskala tudi druge in bila znana po tem, da se je pogovarjala z lokalnim trgovcem na trgu ter obiskala enega ali dva stara znanca. Kljub temu pa je Lady Lucen, kot je bilo neizogibno, preživela vse, ki jih je poznala kot mlada in srednjeletna ženska, vključno svojo hčerko. V njeni osmrtnici je opazovalec posebej izpostavil njen retromodni slog in zapisal, citiram,
da je bila tako navezana na modo, ki je prevladovala v njenih mladih letih, da nikoli ni spremenila načina oblačenja od tistega, ki je bil značilen v času vladavine Jurija I. Vedno je nosila puder in veliko tate iz konjske žime na glavi, skoraj pol čevlja visoko, čez katero si je privihala lase, čez to pa kapo, ki si jo je zavezala pod brado, ter 3 ali 4 kodre, ki so ji viseli po vratu. Običajno je nosila svilene obleke z dolgim vlečkom in globokim volanom okoli in zelo dolgim pasom, ki je bil tesno zavezan vse do vratu, okoli katerega je bil nekakšen ovratnik ali naborki. Rokavi njene obleke so segali pod komolec, na vsakem pa je bilo pritrjenih 4 ali 5 manšet. Nosila je velik slamnat klobuk, povsem raven, čevlje z visokimi petami, velik črn sviljeni plašč, obrobljen s čipko in palico z zlatim ročajem. To je bil njen vsakdanji kostum zadnjih 80 let, v katerem se je sprehajala po trgu. Zaradi tega so jo poznali pod imenom Lady Lucen. Kar je njene sodobnike zelo zanimalo, je bilo njeno zdravje in kako je uspelo živeti tako dolgo. Očitno ni bilo nobene skrivnosti za dolgoživost Lucen, razen vraževerja. Lucen je bila prepričana, da bi se prehladila, če bi se umivala, zato se nikoli ni umivala. Namesto tega se je mazala s svinjsko mastjo, ker je bila mehka in gladka. Prav tako naj bi vztrajala, da pije čaj iz svoje najljubše skodelice, jedla pa je le, če je sedela v svojem najljubšem stolu in svojo hrano razporejeno v zelo specifičnem vzorcu. Sicer pa je bila nasplošno nenaklonjena zdravilom in zdravnikom. Trdili so, da je imela izjemno zobozdravstveno zgodovino, saj ni nikoli izgubila nobenega zoba. A je leta 1787, ko se je bližala 90. letu, nenavadno dobila 2 nova zoba. To morda ni povsem fantastična izjava. Hipodontija, pri kateri posameznik začne rasti dodatne zobe poleg običajnega nabora v odraslih letih, je bolj pogosta, kot bi si mislili, in se pojavlja pri več kot 3,5% ljudi danes. Vendar pa je možnost, da bi Jane Lucen nenadoma razvila dodatne zobe pri 87 letih, nekoliko neverjetna. Bolj verjetno je bilo priznanje, da je v poznejših letih začel pešati vid. Ko je dosegla več kot 110 let, so Jane Lucen mnogi priznavali kot najboljši vir znanja o angleški zgodovini v Londonu. Preprosto zato, ker je doživela toliko dogodkov in jih je še vedno imela v ostrem spominu. Trdili so, da se je lahko spomnila dogodkov vse do leta 1715, kar pomeni, da je lahko podrobno opisala jakobitske upore. Upore na Škotskem v prvi polovici 18. stoletja, 7-letno vojno s Francijo med letoma 1756 in 1763, ter ameriško vojno za neodvisnost v 1770-ih, hkrati pa je preživela tudi celotno obdobje francoskih revolucionarnih in napoleonskih vojn med letoma 1793 in 1815. Lucen je bila očitno in razumljivo vraževerna glede svoje morebitne smrti sredi 1810 let. Sredi maja 1816 je nenadoma umrla starejša gospa, ki je živela nekaj hiš nižje od nje, kar je Lucen spodbudilo, da je napovedala, da je tudi njen čas blizu, in tako se je tudi zgodilo. Lucen je umrla doma 28. maja 1816, domnevno stara 116 let. Nato so jo pokopali na pokopališču Bunhill Field v angleški prestolnici s pogrebnim vozom in žalnimi kočijami, ki so spremljali slovesen pogreb ene najdlje živečih žensk v zgodovini Anglije. Po njeni smrti se zdi, kot da Lucen ni želela, da bi kdo vstopil v njen dom. Ena priča, ki je v tem času obiskala Janin dom, je poročala, da je bila šokirana. Ob vstopu opazil je številne zapah in rešetke na vratih in oknih. Strop zgornjih nadstropij pa je bil prav tako obdan z rešetkami, kot da bi želeli preprečiti, da bi kdo vstopil v hišo skozi strop. Opazil je tudi, da pepela niso odstranjevali več let in se je nabral tako visoko, da je izgledal kot postelje. Kmalu po njeni smrti je Lucien postal znan po vsej državi, zahvaljujoč osmrtnici, ki jo je 9. junija 1816 objavil časopis Observer. Z naslovom A Singular Character članek pojasnjuje, kako je ena izmed srednje znanih angleških osebnosti umrla v svoji hiši na naslovu Cold Bath Square 12, blizu Clercoma v Farringdonu v Londonu, 2 tedna prej. Bralci časopisa so bili navdušeni, ko so izvedeli, da se je ta ženska rodila v času vladavine kralja Williama III. In da je njeno življenje potekalo skozi vladavine 5 britanskih monarhov, vključno s kraljem Jurijem III., ki je med letoma 1760 in 1820 vladal najdlje v zgodovini Anglije. A vendar, zaradi nejasnih zapisov o njenem rojstvu, smo lahko res prepričani, da je dočakala 116 let. In ali je bilo to sploh mogoče po takratnih merilih? Če je bila Jane Lucen res stara 116 let,
Ob svoji smrti se pojavi naslednje vprašanje. Kako pogosto so ljudje v zgodnjem novem veku dočakali več kot 100 let? Navsezadnje je bilo obdobje med letoma 1500 in 1800 zaznamovano z bistveno nižjo pričakovano življenjsko dobo kot danes. Medtem ko lahko večina posameznikov danes upa, da bo dočakala drugo polovico svojih 70 ali zgodnjih 80 let, v zgodnjem novem veku, v 17. in 18. stoletju, je bila pričakovana življenjska doba približno 37 let. In vendar Jane Lucenova izjemna starost ni bila povsem nenavadna. Pričakovana življenjska doba je bila v tem času tako nizka zaradi visoke smrtnosti dojenčkov in otrok, saj je približno 40% vseh otrok umrlo, preden so dopolnili 10 let. Poleg tega so bile bolezni, kot so črne koze, tuberkuloza in bubonska kuga, v tistem času smrtonosne in so še dodatno zniževale pričakovano življenjsko dobo. Če pa ti je uspelo preživeti dojenčkovo obdobje ali otroštvo ter se izogniti številnim nevarnostim, ki so jih povzročale bolezni, kot so črne koze, si lahko vseeno pričakoval, da boš dočakal visoko starost. Pravzaprav bi nekateri, kot je Jane Lucen, v starosti imeli koristi zaradi odsotnosti izrazito sodobnih težav, kot so debelost, bolezni srca in sladkorna bolezen. Zato je verjetno, da je Jane Lucen res dočakala 116 let. Kljub temu je nedavna preiskava njenega življenja odkrila namige in zapise, ki kažejo, da je bila Jane Lucen precej mlajša, kot smo prej verjeli. Po pokopnem zapisu iz Bunhill Fieldsa je bila Jane ob smrti dejansko stara 96 let, kar pomeni, da se je rodila okoli leta 1720. Prav tako zapis njen priimek navaja kot Lucen, L-U-S, ne pa L-E-V, kot je običajno znana. Poleg tega poročni zapis iz julija 1751 omenja, da se je Jane Vaughan poročila z Robertom Lewsonom v kapeli St. Mary Le Strand, Somerset House. Robert Lewson, zelo premožen trgovec, in par je bil zabeležen kot starša 3 hčera in sina. Nato je leta 1769, skoraj 20 let po njuni poroki, Robert umrl in zapustil svojo posest, Blunston Hall, svoji najstarejši hčeri Mariji, čeprav je bila za Jane poskrbljeno. Poleg teh ključnih podrobnosti se zdi, da je preostanek njene zgodbe enak, čeprav so bili nekateri vidiki njenega značaja morda pretirani. Tako kot pri večini njenega življenja obstaja razprava o tem, kdo so bili upravičenci njene oporoke. Nekateri viri trdijo, da je polovico svojega premoženja zapustila izvršitelju oporoke in urarju, Williamu Antonyju, drugo polovico pa članom družine Huskisson. Medtem pa drugi navajajo, da sta večino njenega premoženja prejela njena služabnica in stara prijateljica, medtem ko njeni širši družinski člani, ki so bili še živi, niso dobili ničesar. Veliko ljudi je verjetno naletelo na elemente zgodbe Jane Lucen, ne da bi se tega zavedali. Verjame se, da je bila Jane Lucen navdih za Charlesa Dickensa, ko je ustvarjal lik gospodične Havisham. V enem svojih najbolj priznanih romanov, Velika pričakovanja, ki je bil izdan leta 1861. Lik Havishamove je bogata stara devica, ki jo je njen bodoči mož zapustil na njun poročni dan. Nato živi v zatemnjeni graščini, ves čas oblečena v svojo poročno obleko in prezgodaj postarana, ker nima stika s sončno svetlobo. Glede na lučenino nagnjenost k nošenju starinskih oblek, temo, v katero je bil njen dom ovit, in njeno starost, domneva se, da je Dickens nekatere zamisli za lik Havishamove povzel iz življenjske zgodbe Lady Lucen. Poleg tega obstaja še veliko drugih oseb, za katere naj bi Dickens črpal navdih pri ustvarjanju lika gospodične Havisham. Posebej velja omeniti Elizo Emily Donnithorne, žensko, ki je živela v Sydneyju v Avstraliji v 40 letih 19. stoletja, ko jo je njen mož Toby zapustil na njun poročni dan. Domnevno je Donnithorne naslednjih 20 let svojega življenja preživela zaprta v svoji hiši. Nosila je svojo poročno obleko, na mizi pa so bili razpadli ostanki torte, ki bi morala biti njena poročna torta. Na koncu je zgodba Jane Lucen bolj srečen navdih za gospodično Havisham, domnevno 116-letno žensko, ki je živela skozi celotno 18. stoletje. Najlepša hvala vsem, ker ste si ogledali ta video o Jane Lucen. Upam, da ste ga našli zanimivega. Sporočite mi v komentarjih spodaj, kaj menite o njenem življenju in mi povejte, ali mislite, da je dočakala 116 let ali pa je bila stara le 96 let. Upam, da ste naročeni na moj kanal in imate vklopljena obvestila, da boste prejeli vsa moja videa takoj, ko jih naložim. Kakorkoli, to je vse z moje strani, zato se vidimo v naslednjem pozabljenem življenju. Hvala.